Živijo, moji dragi grešniki. Verjetnost, da si ob tem pozdrav pomislil, hej, kdo pa si ti, da me obsojaš, je velika. Ampak niti ne približno tako velika kot dejstvo, da imam prav. Prvo Janezovo pismo pravi, če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas. Govoriti o grehu danes je verjetno ena najbolj nemodernih stvari, ki jo lahko naredim, in kljub vsemu, here I am. Pa boste rekli, pa kakšen greh neki. Danes smo vsi perfect the way we are. Grešnik obstaja samo na drugi strani, pa ne bo to druga stran škarpe ali pa politične scene. Ja, tam na drugi strani so pravi Hitlerji. Mi smo pa dobri ljudje, pravi fantje od fare. Pa takleta seveda tudi, da sem politično korekten. Ok, seveda nismo svetniki, ampak priznajmo si, oni so bili že kar malo preveč pobožni, skoraj fanatični. Nobenega lajfa niso imeli, tako da po njih se ni ravno za zgledovati. In tudi, če že imamo kakšno napako, je to zaradi drugih. Mogoče nam starši niso namenili dovolj pozornosti, ali pa nam niso znali postaviti mej. Mogoče so nas zatrli zlobni učitelji, ali pa so nas sošolci buljali. Skratka, dejstvo je, da krivi so drugi. In pred Božičem mi veliko načel se spovedi s podobno vsebino naposlušam še in še. Nikogar nisem ubil, ničesar velikega nisem ukradel, nisem prelobil nobene od 10 zapovedi, oziroma vsaj to pomembnih ne. Vam rečem, si mislim, direkt za oltar postaviti in počastiti. Odkje nam ta predstava, da smo skoraj brezmadežni, čeprav katoličani vemo, da je med ljudmi to rezervirano samo za našo nebeško mamo Marijo. In po moje izhaja to iz našega napačnega dojemanja greha. A ne, greh ni samo grdo se obnašati, ne pomeni samo neobogat mamice ali pa neobogat župnika, ampak je nekaj mnogo bolj temnega, celo pogubnega. V hebrejščini katha pomeni zgrešiti tarčo ali cilj. In se uporablja, naprimer, če namesto vode v flaši od Raneske, ki si jo ves žejen po grabu v hladilniku letiš na šnops. Ali pa če namesto v Bizoviku pristaneš v Mozambiku. Neprijetno, kaj ne? Še bolj neprijetno pa je, in na tem svetu pismo govori nemalokrat, če zgrešiš namen svojega življenja in se namesto pri Bogu znajdeš pri njegovem in našem sovražniku. Zavedati se moramo ene stvari. Ustvarjen si bil za ljubezen, za dobroto, za lepoto, za življenje. Bog te naredi za ljubeč odnos z njimi ljudmi. In hkrati nam je razzadev, kako živeti ta ljubeč odnos. Nekatere stvari je položil v našo vest in so nam jasne od tam. Nekatere pa nam je moral razzadeti zunaj nas, nam dati navodila za uporabo. Najprej po prerokih, nato pa je prišel sam na zemljo in nam z besedo in zgledom pokazal, kako živeti v ljubezni in kako ne zgrešiti cilja našega življenja, torej kako se izogniti grehu. In danes lahko o tem bereš v Svetem pismu ali pa v izročilu cerkve. In kaj naredimo mi, ko vidimo to? Pogledamo in vidimo samo pravila. Spregledamo, kaj nam je bilo podarjeno. In če ste bili kdaj pozorni na pripoved o padcu oziroma o grehu prvega človeka, boste lahko opazili, da je kača v raju naredila točno to. Adamu in Evi je rekla, vam je Bog res prepovedal jesti od tega drevesa. Samo omejuje vaju. Valjda ne boste verjela njemu. In njun odgovor odmeva vsakem grehu, ki so ga naredili ljudje v celotni zgodovini in tudi vsakem našem grehu. Ne, jaz pa že ne bom sužen. Jaz pa vem, kaj hoče Bog zame, ampak hkrati pa vem, kaj je zame najboljš. Briga me, kaj pravite star z brado. In si vzamem, kar želim. Za nameček pa kot en užaljen najstnik zelo putnem vrata za sabo. In s tem ne prekršim samo nekega pravila, ne podrem samo reda, ampak podrem odnos. Odnos z njim, ki me je ustvaril. Zavrnem roko, ki me je ustvarila in me hrani. Zgrešim namen, za katerega sem bil ustvarjen. V svoji svobodi zavestno zavrnem ljubezen samo, zavrnem Boga očeta. In to je greh. Vsak greh. Od mini laži, opravljen, poželjivih pogledov, do hudobnih misli, umorov, prešuštev, nečistovanj, tatvin, krivih pričevanj, bogokletstva, o katerih Jezus govori v 15. poglavju Matejevega evangelija. In gotovo si se v taki situaciji znajde tudi ti.
Sam veš, da si večkrat že zalutal in zgrešil cilj, da si zamahnil z roko na tem, kar Bog srčno želi zate, da si ga zavrnil. Ker ti pa veš bolje. Katekizem piše v členu 1850, da greh žali Boga. In potem citira svetega Avguština, ki pravi, da je greh ljubezen do sebe, prav do preziranja Boga. Jajks. Greh je zato smrt. Rimljani 6:23 pravijo, plačilo za greh je namreč smrt. Ker ko zavrnem Boga, zavrnem tudi vse, kar On je. Zavrnem vse, kar mi podarja. Pa ne bo to lepota, dobrota, ljubezen. Ampak Bog nas ne pusti v takem stanju. Je kot strajen kot babi, ki za svojega najljubšega vnuka pripravi kosilo in pri kateri veš, da ti 10 repetejo ne uide in da se bo krožnik polnil in polnil, hkrati, ko se bo polnil in polnil tudi tvoj želodec. Bog hoče, da bi živeli v ljubezni do njega, želi obnoviti ta odnos. In zato sovraži greh, ker ga ločuje od tvojega srca. Želi tvoje srce, tvojo ljubezen. Želi spet vzpostaviti red, kakor je bil pred prvim grehom. In želi spet vzpostaviti red, kakor je bil pred tvojim grehom. Da bi bil spet obrnjen k njemu in ne v nek drug bloden cilj. In temu njegovemu naporu, da bi nas spet pritegnil k svojemu srcu, rečemo usmiljenje. Usmiljenje je Božja ljubezen do grešnika. Je prizadevanje Boga, da bi vzpostavil prvotni red, kakor je bil ob stvarjenju. Je ozdraviti odnos med nami in njim, ki smo ga porušili s svojim grehom. In če hočemo prejeti to njegovo odpuščanje, če hočemo tudi mi, da je ta odnos ozdravljen, moramo najprej priznati, Bog grešnik sem, potrebujem te, moj Bog. In s tem naredimo prostor, da nam Bog odpusti in obnovi svoj odnos z nami. In kako narediti ta prvi konkreten korak do odpuščanja, o tem pa naslednjič. Se vidimo.